Danes je nedelja, 21. marec, Žižek ima danes rojstni dan, 72. Te dni poslušam tele Zoom konference na YouTubu, Facebooku. Synapsa organizira tradicionalni, čeprav lansko leto ga ni bilo ravno zaradi covid krize, pa Zoom še ni bil ravno v modi. Teden možganov, tradicionalna stvar, možgani, sinapse, konceptualna zabloda popolna. In letos ne morem biti tiho, celo poskušal sem replicirati, se lepo logiram z Roman Vodeb, zastavim vprašanje, eno obrobno predavanje. Niti ni tako slabo, Bilo je kar nekaj dobrih predavanj, pa precej slabih. In tudi slučajno moje vprašanje, ki sem ga prvi zastavil, niso zastavili gosti. Ampak ni pomembno, če bi bil anonim, bi mogoče šlo to vprašanje v eter. Namreč tematizirana je bila bolezen ali pa motnja ADHD. Skozi farmacevtski pristop vidik, ADHD je psihološka motnja, nastala v Oidipovem kompleksu, v tem obdobju formirana nadjaza in dotična psihiatrinja pojma ni imela. Seveda, ker je imela za seboj farmacevtske lobije in vse se zdravi z Ritalinom. In sem repliciral, tolo knjigo sem tegala Peter Goetze, danski psihiater, zdravnik, ki kritizira paradigmo psihiatrije, tako kot jaz. Zato pišem knjigo proti psihiatriji, proti diagnosticiranju skozi psihoanalizo. Ta teden možganov je konceptualna zabloda zato, ker se ti nevrologi ala Gregor Majdič, Zvezdan Pirtošek osredotočajo na nevrotransmitere, na možgane, na sinapse, namesto da bi se proučevalo, tako kot je Freud svetoval, miselne sisteme, kako se strukturira pri človeku misel. Misel je ključna, hormonske, nevrotransmiterske spremembe so posledične. In tega tale dotični, ki sem ga poslušal tam z neke veterinarske fakultete, Gregor Majdič, predava pa tam še marsikje, da sploh ne šteka, da se živali pa nekega hormonskega, nagonskega dogajanja ne da prenašati na človeka. Če bomo razumeli živali, bomo razumeli človeka. Človeka se ne da razumeti, ker ima človek miselne sisteme, ki temeljijo na kompleksnem mišljenju, na strukturi mišljenja skozi govor. In živali tega nimajo. Nimajo kompleksnega razmišljanja, nimajo Oidipovega kompleksa, nimajo oralne, analne, falične faze. Nimajo simbolnih procesov na tak način inkorporiranih v človekovo oziroma v duševnost. Žival ni subjekt, človek je subjekt, dvakratni slepec, ne ve, kaj njegovo nezavedno misli, slep je tudi za simbolne procese svojih nezavednih procesov, simbolno strukturo svojega nezavednega. Vsega tega ti nevrologi, nevroznanstveniki ne vedo niti psihiatri in namesto, da bi šli psihiatri brat Freuda, je modno biti nevrolog in proučevati možgane in potem se tako zavozlajo, da glava peče. Zdaj sem malo iritiran, se bom mogoče malo umiril, pa poskušal tako konstruktivno kritizirati koncept nevrologije kot konceptualno zablodo in to sem naredil že 15 let nazaj na enem kongresu, nek David Križaj, kaj je bil. Iz Amerike je tip prišel nevrolog in začel govoriti o tistem bedniku, ki se mu je železna palca zapičila v glavo, češ da je frontalni reženj pa spremenil osebnost, seveda je spremenil. Dajte si vi palco takole noter, pa jo nosite s sabo celo življenje, pa boste videli, ali boste imeli osebnost še normalno. Tip je šel zato, da je preživel v cirkus nastopati kot spaka.
In seveda je spremenil osebnost. Ne? On pa je dotaknil se tam nekih režnjev pa možganov. Ne? Osebnost je spremenil zaradi drugih stvari. Ne? In treba je ločevati psihološke procese od nevrološko-možganskih, transmiterskih, sinaptičnih. Ne? In to je treba ločiti od mišljenja, s čemer bi se ukvarjala psihoanaliza danes, če bi Freud živel, se pa ukvarja kognitivna znanost, ki gravitira v filozofijo. Zdaj pa ti nevrologi, ki dobijo ogromno proračunskih sredstev, ker se je modno ukvarjati danes z možgani, s sinapsami, naši možgani. Zdaj pa tale Gregor Majdič pravilno ugotavlja, ne, to sem jaz zadnjič v eni oddaji rekel, so mi tam govorili, da je treba srce misliti. Ne? Ko čakate malo, srce je za poganjanje krvi po telesu, tudi v glavo. Ne? Miselne, čustvene stvari se pa dogajajo v možganih, oziroma v miselnih procesih. Slučajno so pa te miselni procesi locirani v možganih. Ne? Po eni, ne vem, logiki bi bili lahko tudi, kaj vem, v srcu, ali pa v jetrih, ali pa v želodcu, kaj vem. Locirani so slučajno v možganih. V možganih se dogajajo torej miselni procesi in ne smemo proučevati. Torej, izguba časa je, irelevantno je, kaj se zdaj v možganih kako dogaja, ne? Bistveno pa je, kako se misel strukturira. Zakaj je ta misel takšna? In kakšna je transmiterska struktura pri nekem čustvenem afektu, je v resnici nepomembno in to še naslednjih 100, 200, 300 let ne bomo vedeli. Ker je to preveč zapleteno. To je ravno tako, kot bi želeli razumeti, kaj je onstran vesolja. Tako zapleteni so možgani, kot nek sistem. Zdaj z lupo, biopsijo, ne vem česa, transmitri, not gledati možgane, to je tak absurd, taka konceptualna zabloda, da me, mislim, cela zadeva me res iritira, ker če bi Freud videl, v katero smer se to proučevanje psihe začelo obračati, dogajati, bi bil zelo žalosten, jezen. Kljub temu, da je rekel, da bo se nekoč odkrilo, da se vsi psihični procesi v bistvu odražajo na biokemični ravni v živčnih transmitrih. To je rekel, pa tudi namignil, mogoče bomo nekoč imeli, ampak to je rekel retorično, kako tabletko, ki bo spremenila, pa tako naprej. Ampak Freud je poskušal razumeti človeško psiho in tudi patologijo skozi mišljenje, miselno dogajanje in tudi z besedo se da psiho predrugačiti. Kaj je že? Kreplin, Emil, ali kaj je že? Kreplin, rojen istega, Kreplin je 1856 rojen, tako kot Freud, je pa pionir psihiatrije. On je pa transmitere proučeval, pa biopsijo možganov, pa elektrošoke je izumil, pa tablete, torej pionir tudi farmacevtike, farmacevtske industrije. In zato tega pionira, Krepelina, je psihiatrija v zablodi, konceptualni zablodi. Freud je pa preveč zamud, razumeti psiho in se pogovarjati in predrugačiti patologijo, to je pa dosti težje, kot dati tam neko tabletko za srečo, nek antidepresiv ali pa, antipsihotiki so še vendarle bolj dobrodošli kot antidepresivi. Anksiolitiki so sporni, ker tisto anksioznost je treba predrugačiti s pogovarjanjem o psihoterapiji, ne pa s kemijo zaužito oralno, s tableti. In tale Gregor Majdič po mojem videnju nič ne šteka. Sprašuje se pa, kaj je ljubezen in kaj je sovraštvo skozi nevroznanost. In pol primerja čustvovanje živali in ljudi, kar je z vidika psihoanalize absurdna, zato ker, sem že rekel, živali ne morejo kompleksno misliti, ker nimajo jezika. Imajo neka orodja mislenja in odkar imam psa, vem, da tudi pes zelo misli in je pameten, in ga razumem, se pogovarjamo, ampak z neko gestikulacijo, razume me, jaz njega tudi razumem, ampak on neke besede, da bi strukturiral misel v smislu, 5 greva ven, lulat me teši,
on ne zna to izrast, ampak skozi njegovo vedenje pa jaz to zaznavam, ne? Ker sem pameten, ampak moja pamet je bistveno bolj pametna kot pamet živali, torej psa, čeprav opice imajo določeno pamet bolj razvito kot, recimo spomin, kot ljudje. In imajo neke znake, s pomočjo katerih mislijo. Res je, ampak človek s svojim govorom je pa razvil zelo kompleksno mišljenje in mislenje. Zato ne moremo primerjati tam ene, ko so že, voluharce, neke gorske, pa ne vem kake voluharice, in on to primerjam, da bomo človeka razumeli. Ker ene so monogamne, druge pa poligamne. In pol bo hoče razumeti skozi delovanje hormonov pa transmitrov, hoče človekovo promiskuitetnost pa zvestost razumeti. Jaz ne morem verjeti, kako nek doktor, ki bi moral toliko vedeti, ne ve, da ne more transferja, se pravi prenosa vednosti iz živali prenesti na človeka. Še zopič je to težko. Človeku podobnih, šimpanz, gorila, orangutan, ne, tek so najbolj podobni. Zdaj takole, absurdno je to primerjati živali, ker nimajo miselnih procesov tako kompleksnih kot človek. Ne znajo govoriti. In potem te nevrologi, Pirtošek and company, Majdič, tuhtajo, iščejo, kateri deli možganov in kateri transmitri se delujejo pri ljubezni. Mislim, kot da Freud ni živel, kot da se Freud ni ukvarjal, kako se otroštvo vrača v odraslost, kako je otrok oče odraslega človeka, kako se vsa prvost ponovi, simbolno obnovi v drugosti, v odraslosti, v poznejšosti, prvost in drugost, prvotna infantilnost, poznejša odraslost. Vse je povezano, onstran vseh teh miselnih sistemov so seveda kemične spremembe v možganih. Ampak mi moramo misli proučevati, ne pa kemične spremembe tam nekje v enem vesolju, ki se mu reče možgani. In potem tale Majdič govori o ljubezni in spolnosti in možganih. In vpelje hormone. Zanemarja pa miselne sisteme, ki so ključni. Miselni sistemi so nadrejen pojem hormonov. Najprej se dogodi miselni proces, torej najprej dogodek, ki se misli v možganih, ne v srcu, v možganih, se misli. Če se intenzivni misli, dobi status to mišljenje, status emocij, čustev. Posledica miselnih dejavnosti se pa odraža na hormonski ravni. In če je kaj, kar moramo proučevati, so misli, zavestne, še bolj pa nezavedne. Ne pa hormonske spremembe, pa sinaptične, transmiterske spremembe. To je ravno tako, kot če bi šteli kapljice v oceanu in jih ven zlivali, da bi vedeli, kaj je na morskem dnu. Tok neumno, tok absurdno se meni zdi, kaj nevrologi delajo. In to sem leta 2012 pisal v Večeru, kritiziral nevroznanost, že takrat. Se jezil na Pirtoška. Tudi Pirtošek je star tam 65 let, tam neki. Ta je pa enih 53, 54. Majdič. Torej vrstni red je, najprej je dogodek, ki skozi senzorni aparat zaznamuje miselne procese, ki se slučajno v možganih dogajajo. In potem se v možganih dogajajo spremembe, tudi hormonske, transmiterske, sinaptične in hormonske. In nazaj učinkujejo na miselne sisteme, ti hormoni. Zato, če se mi špiknemo adrenalin, se nam začne nekaj dogajati, ali pa če se mi zadanemo s tem nekimi drogami, ne vem, oksitocinom, se nam začne neki užitki dogajati. Neki dopaminske poti se porušijo in potem se miselni sistemi tudi začnejo drugače obnašati. Seveda to lahko naredimo s hormoni in tablete to nekaj naredijo, poživila. Droge to naredijo, vplivajo skozi, ne vem, po krvi z injekcijo ali pa oralno zaužite tablete, poživila.
vplivajo na miselne sisteme, kemijsko. Ampak zato, da bi mi vedeli, kako človek deluje, kako se zaljublja, kako se ljubezen pa sovraštvo obnaša tale je bil bolj osredotočen na ljubezen. Se moramo mi poglabljati v psihične procese v smislu razumeti misli, ki se strukturirajo v človekovi glavi. In to ne zdaj tukaj sedaj misli v odraslosti, ampak prvotno je treba razumeti mišljenje otroka in potem simbolno vračanje miselnih procesov, ki jih je otrok doživel v travmatičnem obdobju ali pa katerenkoli obdobju v otroštvu in iskati nasledstva v odraslosti. Nasledek česa iz otroštva je to, kar mi mislimo, čustvujemo, psihično dogajamo, se nam dogaja po glavi. Vselej je otroštvo prvo. In zato se moramo mi osredotočati na miselni odtis, ki se zgodi otroku v njegovi glavi, možganih. Miselni odtis, ne pa transmiterske spremembe otrokove, pa potem transmiterske spremembe, sinaptične, možganske spremembe v odraslosti. To je popolna izguba časa, konceptualna zabloda. In te nevrologi z Magdičem na čelu, Majdič je en psihiater, starosta, da mogoče celo kaj šteka. Pirtošek, Majdič, te ne vejo, kaj je kauzalnost, kaj je vzrok in kaj je učinek. Vzrok je psihične narave, učinek so pa možganske oziroma sinaptične transmiterske spremembe. In potem ni čudno, da potem zdrsne, predava in pravi med spolnim odnosom se dogajajo hormonske spremembe. Ja, itak, da se, to je lušen. Ampak lušen je zaradi enih psihičnih podstati iz otroštva, ki so vezane na oidipalno fazo, na anatomijo genitalij, na kastracijski kompleks, na oidipalno sceno med očetom in mamo. In to zaznamuje željo, hrepenenje, pohoto v odraslosti. In ne gre za to, da se dogajajo hormonske spremembe med spolnim odnosom. In on pa pravi, zaradi teh hormonskih sprememb med spolnostjo se pa lahko zgodi, da se pri avanturističnem seksu zaljubimo in nek bežen enodnevni seks lahko prelevimo v trajno zvezo. In on to zato, ker so v ozadju hormonske spremembe in hormoni omogočajo, da avanturistični seks za eno noč lahko preide v trajno zvezo, da so hormoni tega krivi. Bože. Kot da Freud ni živel. Kot da psihoanalize ni. Psihoanaliza je, ima svoj korpus vednosti in to vednost morajo nevrologi, nevroznanstveniki najprej usvojiti, potem se pa naj grejo, če se jim bo dalo, če se jim bo sploh smiselno zdelo, ukvarjati z možgani, pa šteti transmitre, dopamine, pa hormone. In ljubezen potem povezujejo z vzročno. Vzrok ljubezni so hormoni. Kakšna neumnost. Vzrok ljubezni so obdobja iz otroštva, ko se je dojenček zaljubljal v tisto mamico, ki jo je videval, ko je bil blažen. Recimo na prvi pogled se človek zaljubi ženske in moški. V tisto vizualno neko podobo objekta želje, zato ker smo bili deležni kot otroci tiste lepe mamice, ki se je tam prikazovala in si bil blažen, ki si to videl in se lahko zaljubljaš na prvi pogled. Moški toliko bolj, ženske imajo pa v ozadju, potem pa oidipalno sceno, kjer se pa zaljubi v tistega očeta, ki ima dejanja in organ več, kot ona hčerka in mamica. In potem objekt želje postane oče, ki je incestuozno prepovedan in je od mamice, in naslednik očeta je moški, v katerega se zaljubi, ker je podoben očetu. In ta človek, doktor Majdič, pravi, da so hormoni zdaj krivi. Spolni hormoni, oksitocin, vazopresin, dopamin, serotonin. Ključni je praspomin.
odraslega človeka, ozrtje mamice, pa življenje z mamico. Tisti, ki nima harmonije z mamico, on sploh ne more ljubiti ženska, on je lahko zaljubljen. Pa če ni mamice, lahko gej rata, ki je potem zaljubljen tistega svojega očeta. Ali pa če je mama pol hudiča, pa gej rata, zaradi odipalne, ponesrečene mame. In te neuroznanstveniki pojma nimajo. In zagonja ogromno proračunskih sredstev na štetje oksitocina, pa dopamina, pa dopaminska pot, pa serotonin, pa ne vem kaj. In potem te voluharce tem primerjajo. Ene so monogame, ene poligamne, ene so zveste, ene promiskuitetne. In vse to povežejo s hormoni. Ne ve pa, da človek postane promiskuiteten, ker mama, recimo moški, mama dela kariero in on ima tam 2-3 varuške, babico, sosedova deklice, ker mame skozi ni in seveda ima rad pol sodelavko, sosedo, bežno neznanko. Če bi imel ekskluzivno mamico celo otroštvo, brez drugih ženskih likov bi zaradi tabu incesta prepustil mamico očetu in si izbral tisto eno žensko in samo o njej eni fantaziral celo življenje. Ker je pa mali Ojdip deležen veliko ženskih likov, poleg mamice še varuške, sestro, babico, sosedova deklice, je nagnjen k promiskuitetnosti in če nima nadjaza moralne razsodnosti, ki mu jo naselijo oče, potem bo varal, zato ker užitek terja davek, nadjaza ni, ojdipska scena se ni pravilno razvozlala, razrešila, super ega ni, nadjaza in pride do varanja. In zdaj tale Majdič, ta pa une voluharce, gorske, pa ne vem kake, monogamijo voluharc, pa poligamijo drugih voluharc, pa promiskuitetnost, pa zvestost, celo depresijo živali, tam ugotavlja, da obstajajo, proba prenesti na človeka. Pa človekovi čustveni mehanizmi, zaljubljanje je popolnoma konceptualno drugačno od živalskih, od enih tam glodavcev, podgan, tako rekoč teh voluharic. On pa hoče vse skozi hormone razumeti, ne. Pa še potem pa skušaš še oksitocin, recimo, povezati s porodom in reče, če je oksitocin dovolj prisoten, porod poteka normalno. Oksitocin pomaga pri popadkih in pomaga pri navezavi matere na otroka. Mislim, to je tak zdaj, da Freud to sliši. Pa rekel, kdo je pa to rekel, ta blage veze nima. Ne? Otrok, ljubezen do otroka, materinstvo, hlepenje po otroku je vezano željo, pazite zdaj, željo po očetovem penisu. Tiste ženske, ki kot deklice niso bile deležne biološkega očeta, niti očima, niti moškega lika si otroka sploh ne želi. To je sploh absurdno, to so tudi pri opicah dokazovali, ne. Čeprav tisti Harry Harlow, ki je to delal, ne, krute eksperimente, pa je približno na opicah dokazal nekaj, kar velja tudi za ljudi, ne. Materinstva se je treba privzgojiti, naučiti, v gor spravljanju, v otroštvu, v primarni družini. Če je mater bila slaba mama, bo tale hčerkica najverjetneje tudi slaba mama, ker se tega ni naučila v svojem nezavednem. In nikakršen oksitocin tukaj ni pomemben. Lahko in verjetno se dogaja oksitocinske spremembe, hormonske spremembe, če je deklica bila deležna slabe mame in potem ne zna biti slabe primarne družine, neljubeče mame, nimajo neke varne navezanosti. Če že pride do otroka, da ga ima, je slaba mama, ker je bila slabe mame sama deležena. In oksitocin ni vzrok slabega materinovanja, ampak je posledica enih psihičnih stvari, ki so se dogajale deklici v otroštvu. Zato spodleti kot mamica. In tega ta Majdič ne ve. To je popoln konceptualni zdrs. Meša vzrok in učinek. In je fino financiran z državnega proračuna. Profesor, pere možganov študentom na veterinarski fakulteti in še boh ve kje.
Ne vem, kaj bi še povedal. Ja, dojenje je povezano z oksitocinom. Ne, češ, da je, ne vem, dovolj oksitocina in potem mama zelo lahko doji. Ne ve pa, da če je ženska obsedena s kariero, bo nezavedna sama sebi ukinila mlečne žleze, zato da lahko kariero delala. Ker se samo karierno zaustavlja z nosečnostjo, z dojenjem in bo psihično sama sebi zaprla pipco. In zdaj, če bo šel nek oksitocin, nekdo tam nivo gledat, bo gotovil, ja, znižan oksitocin ima vzrok, da ne doji, je nizek oksitocin. A ne se heca, zblojenost v glavi je vzrok. Oksitocin je posledica. Sem se razpizdil. Kaj se dogaja v možganih, ko smo zaljubljeni? Pa to ni pomembno, kaj se dogaja v možganih. To še naslednjih 100, 200, 300 let ne bomo vedeli, kaj točno se dogaja v možganih. Ne? Pa še reče, v resnici ne vemo. Ja, sigurno ne veste, sam vemo pa tisti, ki vemo, od kje se napaja zaljubljanje. Kot psihoza, obsedenost. Kaj je ljubezen v resnici? Kje so korenine? Korenine so v otroštvu, v navezanosti, varni navezanosti. Otroka, deteta z mamico, pa deklice potem z očetom. Pa pride do te ljubezni, pa zaljubljenosti, kot psihoze. Ta pa tam hipotalamus, hipokampus, dopaminska pot. Ne se hecat. Psihoanaliza ima odgovore, ne pa neurologija, neuroznanost. In pol to strokovno ugotavlja, da amigdala, pazite, amigdala tam nekje potegne sred možgan ven. Je pa med zaljubljenostjo manj aktivna. In da se zmanjša zato strah pred tujci, zato je amigdala manj aktivna, ker se je skozi milijone let razvoja z manj aktivno amigdalo zmanjšal strah pred tujci, da pride lažje do zaljubljenja pa interakcij libidinalnih, seksualnih, seksa. Zato imamo mi amigdalo. Ja, človek božji, ti sploh ne štekaš, kako psiha deluje. Kdo je tujec tisti tam, ki nima simbolnega zastopstva z liki iz otroštva? Monogamni pa poligamni se sprašuje, pa kliče Helen Fisher, ta se nekaj ukvarja bolj pravilno s to zaljubljenostjo in ugotovila, da ljudje nismo bili nagnjeni k zvestosti. Ja, seveda ne, zato k mamice delajo kariero, moški smo rinjajoči in če še fotor ni odipsko bil ta prav, te vest ne peče, če varaš, mame ni bilo, si se tam navezal na druge ženske like in simbolno zastopstvo matere ima ženska, ki rodi otroka, pa sosedova deklica je pa tajnica, tam ki jo najraj nažgal. Ali pa naključnica, tam ki jo vidiš na enem kongresu. To so pa tisti liki, ki so dečko recimo smetili ali pa bili dnevno prisotni, pa jih je imel rad v otroštvu. In ti liki imajo svoja simbolna zastopstva in zato je nagnjen človek k varanju. Moški na svoj način, deklica na svoj način. In tudi deklica nima samo moškega očeta, ampak vas še bratca rada, detka ima rada in se pa 40 let starejšim decom dol da, ker je dedek toliko starejši, pa je bil vse na njenem svetu in pa stari deci rajcajo, ali pa sosedov falot tam, ljubčka ukrade, ker je tabu in cesta ponotranil, in mamica je tam odočja, on pa ljubčka krade tam in sosedovi deklici. Ta deklica to z odobravanjem sprejme, in pa si tam ljubimca inštalira, tam naključneš na enem kongresu in nažge, da se izmeša. Svojega moža ima pa rada, koliko je rada imela kot deklica svojega očeta. Neuroznanstveniki nimajo pojma o tem. Pa vse je v hormonih. Pa na koncu pa proba še neko sovraštvo razumeti, pa je vas bos, pa iskreno priznava, da ne ve, se mu pol samo zastavil še enih 5-6 vprašanj, ne vem, mislim, na vse odgovore vedel. Celibat, pa hormoni, ne vem, tu pa še ni nobena raziskava pokazala, seveda skozi hormone se sovraštva recimo ne da razumeti, sovražen, zdaj mu pa mir hormone. Ja, Pet Karmen Šterk, brat,
Karmen Šterk. Serijski morilec, poln sovraštva do mame, pa babe ubija, ker je nastal v otroštvu s psihopatogeno mamo. In pa te pete take knjige, brat, preden se v možgane zapodite ko svinja v buče. Sinapsa, teden možgana, pa same ne smrkve, tam študentke so to, odlično predavanje, meni se pa lasi rasti začeli. Tuk sem bil besen. Ne? Pa vsako leto je isto. Enkrat ta Martič, ko je Majdič predava, enkrat pa Pirtošek. In je krasno predavanje, meni se pa meša od besa, ker ni nič res od tega. Vzročno, posledično, vse zamešan. Bojo tule poslušali. Ne teden možganov, teden proučevanja, kako se misel strukturira. To je treba proučevati. Proučevati treba nezavedno. Proučevati treba mišljenje človeka. Zakaj ima zavestno mišljenje takšno, kakršno ga ima? Boste pa videli, da ima nezavedno mišljenje svoje jedra v otroštvu, infantilna jedra, ki so ključna, kako se človeku misel strukturira kot subjektovo odraslosti. In to slepo subjektovo duševnost, ne, subjekt je slep za svoj obstoj, sploh ne ve, da je slep, nič ne ve o sebi. Svobodno volja nima, misli, da jo ima. Ujetnik je nezavednih procesov in simbolne strukture nezavednih procesov. In če bi se vsaj to naučili te Pirtoški and company, ne bi takih neumnosti predavali. Amen, dosta više.